V novomeški galeriji Simulacr se tokrat predstavlja mladi umetnik Boris Beja, in sicer s prostorsko postavitvijo, ki jo je poimenoval Between the Lines. Boris Beja je kipar, kritik in kurator. Je prejemnik fakultetne Prešernove nagrade za kiparstvo. Kot v svojih kritiških izjavah v pisanju je Beja neposreden tudi v umetniških delih. V svojih delih združuje različne likovne prakse v estetiziran in sočasno direkten nagovor, v družbeno kritiko, ki razgalja simptome sodobne družbe. Boris Beja je umetnik mlajše generacije, ki je aktiven tako na praktični kot na teoretični ravni. Poleg tega, da ima za svoje leto zavidljivo število razstav, se je tudi ukvarjal s pisanjem prispevkov, trenutno pa deluje kot asistent umetniškemu vodji te ljubljanske galerije Škuc. Dotični projekt, ki je nastal za prostor galerije Simulacr, je avtor sam neločljivo povezal s svojim življenjem. Ta razstava se navezuje na tisto eno osebno zgodbo, ampak potem se preslikava v te širše plane. Torej imamo tukaj Borisa, ki sedi v svojem ateljeju in skozi steno se mu vsiljuje ta zvok violine, te sodelavke glasbenice, ki vadi. Kar naenkrat glasba postane del njegovega delovnega okolja in del njegovega kreativnega procesa. In on začne izrisovati te šrafure na not načrtovje in s tem beleži to eno lastno časovnost, lastno ustvarjalnost, tako da poveže ta projekt s svojim življenjem, ampak poveže ga zato, ker je v bistvu vsak projekt, zaradi te projekte časovnosti, vezan na življenje samo in tako se ta njegova gesta vzpostavi kot družbena in potem cilja na ta naš čas in prostor, ki mi živimo, na naš sistem. Kot nakaže že sam naslov razstave, meje med poklicnim in zasebnim skoraj da ni več. Vemo da živimo v enem času, ki se od nas zahteva fleksibilnost, mobilnost, kreativnost in kako na eni ravni sploh več ne moremo ločiti delovno od zasebnega. Tako, ja, between the lines, ravno to, kje so tiste meje med delovnim in zasebnim ali sploh so, kako se znova vzpostavljajo in to je ta prostor, ki se mogoče tudi najbolj odvija ta kreativni proces in on ga nekako tukaj razkriva. Torej razkriva te lastne mehanizme delovanja, ki jih moramo vsake toliko časa ozavestiti, malo popraševati. Avtor, ki je v svojem opusu večkrat v središče postavil delo, pri čemer je izhajal predvsem iz krize gradbeniške panoge, s to razstavo preoprašuje pogled na delo in delovni čas, ob tem pa ostaja zvest s konceptualnim izhodiščem, delovanju z zaznavanjem. Ja, delo je osrednja tematika nekako, bi lahko rekli, njegovega delovanja, pri tem, da je prej izhajal iz bolj te gradbeniške panoge oziroma njene krize. Zdaj pa enostavno potem vsak umetnik išče pot naprej, kljub temu, da mogoče ohranja te neke iste svoje ta izrazna sredstva, išče te ene nove prostore, ki jih je treba ozaveščati. Sodelovanje med avtorjem razstave in kustosom galerijskega prostora, v katerem razstavlja, je pogosto mnogo bolj poglobljeno, kot to deluje na prvi pogled. V bistvu najno sodelovanje moramo zaznačiti za zelo uspešno. Seveda, mogoče bolj kot samo postavitev je bila ključna tisti del najnega sodelovanja v pogovoru. Torej, ko mi je rekel, o čem razmišlja, kaj bi naredil in sva nekako iskala to in moram reči, da sem se tudi sama potem videla v tej njegovi v tej njegovi razstavi in se tudi samo vprašaš, kdaj nastopaš zdaj ti kot ti, kdaj nastopaš kot zaposlen nekje. Tako da to je nekaj, kar se lahko vsak najde. Tudi sicer pa v galeriji Simulacr pogosto dočakajo priložnost prav avtorji mlajše generacije, ki pa po kakovosti pogosto ne zaostajajo za svojimi bolj priznanimi kolegi. Ja, jaz mislim, da je veliko dobrih umetnikov, mogoče je problem te platforme, da bi vsi dobili priložnost, da nastopijo. Vsekakor pa je ta ena hiperprodukcija z vsem nekako cilj, da čim večje število razstav na čim večje polje raziskovanja in to je mogoče tudi nekaj, kar današnja razstava naslavlja. Torej ta cel umetniški sistem, tudi kako deluje in kaj zahteva od umetnika, kako naj dela. Razstava Between the Lines bo na ogled do 22. novembra.